Lepo pozdravljeni v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Danes smo na novinarski konferenci z vami predstavniki društva in strokovnjaki za srčno popuščanje. Z novinarsko konferenco napovedujemo prihajajoče Evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki potekajo od 5. maja do 11. maja in letos pod geslom Srčno popuščanje naj nas ne ustavi. Ti posebni dnevi potekajo sočasno po več državah, poleg tega, da ozaveščajo o sami bolezni, pripomorejo k zgodnejšemu prepoznavanju znakov srčnega popuščanja, njegovem odkrivanju in zdravljenju. Dnevi pa so namenjeni tudi bolnikom, jih spodbujajo in opogumljajo, da lahko živijo kakovostno življenje tudi z boleznijo. Srčno popuščanje je namreč ena najpogostejših bolezni srca. O tem, kako pogosta je, kako se kaže, odkriva in kako se z njo živi, pa več v nadaljevanju. Z nami so predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, zdravnik na kliničnem oddelku za žilne bolezni v UKC Ljubljana, primarij Matija Cevc, izredni profesor doktor Gregor Poglajen, specialist kardiolog, prav tako iz oddelka za kardiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, in doktor Tjaša Vižintin Cuderman, specialistka kardiologije, podpredsednica Društva za zdravje srca in ožilja iz kardiološke ambulante Zdravstvenega doma Domžale. Lepo pozdravljam vse in dobrodošli, vabim pa primarij Cevca, da spregovori prvi. Ja, hvala lepa za povabilo in da možnost, da predstavim nekaj takih rahlo zaskrbljujočih dejstev. Naprimer, eno od takih dejstev je, da seveda srčno popuščanje je kronična nenalezljiva bolezen, ki prizadene približno 64 milijonov ljudi po vsem svetu. Pri tem se pa ocenjuje, da je v splošni populaciji razvitih dežel tam okrog 2% prebivalcev, da ima srčno popuščanje. Pri tistih, ki so pa starejši od 70 let, pa kar 10%. Tako je predvidoma v Sloveniji bolnikov z različnimi stopnjami, ampak že prepoznanimi srčnega popuščanja tam od 20.000 do 40.000. To je pa zelo, zelo velika številka. Še bolj zaskrbljujoče je pa to, da se bo zaradi staranja prebivalca, in to je pa dobra novica, zaradi boljše obravnave akutnih srčno-žilnih bolezni, se bo število bolnikov do leta 2040 predvidoma kar podvojilo. Srčno popuščanje, kot sem rekel, kronična nenalezljiva bolezen, ki je pa zelo zahrbtna in pravzaprav zelo obremenjujoča. Se bistveno zmanjša kakovost življenja, poleg tega pa povzroča tudi dokaj visoko umrljivost. Zelo pogosto je potrebno te bolnike tudi sprejeti v bolnišnico. In kar 20% tistih bolnikov, ki so bili odpuščeni, bodo znova sprejeti znotraj enega leta zaradi poslabšanja srčnega popuščanja. Skratka, to je tudi, bomo rekli, tudi dokaj obremenjujoče stanje za zdravstveni sistem. Srčno popuščanje, kot sem rekel, je skrajno neprijetna bolezen, takrat, ko je že bolj napredovana, in povzroča hujše težave kot večina rakavih bolenj. Napredovalo srčno popuščanje pa je tudi bolj smrtno kot večina rakavih bolenj. Da bi to izboljšali, da bi zmanjšali to slabo statistiko, je pomembno, da preprečujemo to bolezen, odnosno da jo odmaknemo v čim bolj napredovalo starost. Da starejšega smo, seveda s staranjem je verjetnost, da bo do tega prišlo večja, ampak če mi upoštevamo priporočila zdravega življenjskega sloga, bomo zelo verjetno lahko dokaj dolgo kvalitetno živeli. In pod ta zdrav življenjski slog, kot pri vseh drugih boleznih, tudi tukaj spada redna telesna dejavnost, vsakodnevna zmerna aerobna vadba, ki pomaga pravzaprav ohraniti zdravo srce, pa ne samo zdravo srce, pravzaprav tudi celo telo.
To je naprimer enourna hoja s takim malo bolj pospešenim tempom, naprimer 5 do 6 km na uro. K temu pripomore tudi naprimer tako imenovani hodeči nogomet, ki je prav posebej prilagojen za bolnike s srčnim popuščanjem, in ta hodeči nogomet, katerega edino pravilo je, da ne smeš teči, vse ostalo pa je skoraj dovoljeno, no, teči se tudi ni dobro. Ampak skratka, ta hodeči nogomet je taka stvar, ki zelo izboljša tistim, ki se ga udeležijo, kakovost, zaradi tega, ker se družijo, športno so aktivni, zabavno je to in to se zelo, zelo priporoča. Seveda drugo take telesne dejavnosti so kolesarjenje, tudi plavanje, ne pri sicer napredovalnem srčnem popuščanju, ampak drugače pa definitivno je to zelo koristna zadeva. Prehrana, o tem ves čas govorimo, da mora biti uravnotežena z veliko zelenjave, sadja, polnozrnatih živil in čim manj takih visoko procesiranih živil, kot so razne slaščice. Tudi salamc vam glih ne priporočamo, niso pa čisto prepovedane. Paziti je treba tudi, da je čim manj soli, zlasti pri srčnem popuščanju je zna biti sol zelo zoprna. Telesno težo je treba nadzirati, visoka telesna teža ali pa debelost obremenjuje srce, da o kajenju ne govorimo, to je itak strup za naše telo in še posebej za srce, kot tudi alkohol, ki lahko neposredno pravzaprav škodljivo deluje na naše srce. Poznamo tako imenovano tudi alkoholno miokardiopatijo, skratka dejansko alkohol je tisti, ki lahko zelo, zelo prizadene naše srce. Pomembno je tudi druga stvar, da srčno popuščanje prepoznamo čim prej in ga začnemo zdraviti po eni strani, kot sem rekel, zdravim življenjskim slogom, po drugi strani pa tudi z zdravili. Tisto, kar nas opozarja, da je pri nas lahko že srčno popuščanje, je nenadno poslabšanje zmogljivosti ali pa da se zasopamo, zadihamo že pri manjših telesnih naporih, manjših kot malo pred tem, da nam začnejo noge otekati, to je ponavadi že pri napredovalih srčnih popuščanjih. Vse te stvari so tiste splošne utrujenosti, to je tisto, kar nakazuje, da je morda pri nas prisotno srčno popuščanje, ki je vzrok za te težave. In tukaj lahko pravzaprav z relativno enostavno metodo posumimo, da dejansko gre za srčno popuščanje s tem, da si damo v krvi določiti tako imenovani pro-BNP, to je en pokazatelj, ki govori, da je lahko že prisotno srčno popuščanje, seveda potem je potrebno še druge preiskave delati, od elektrokardiograma do ultrazvoka srca, predvsem ta je tisti, ki definitivno pokaže, ali gre pri taki osebi, ki ima prej naštete težave, ali gre pri njej za srčno popuščanje ali ne. In na ta način bomo pravzaprav lahko pravočasno in zgodaj prepoznali začetne stopnje srčnega popuščanja, ki jih bomo že v začetni fazi začeli zdraviti, s čimer bomo nedvomno lahko izboljšali kakovost življenja, upočasnili napredovanje bolezni in zlasti izboljšali in podaljšali kvalitetno življenje teh bolnikov. Hvala lepa. Hvala, primarij Cevc. Predlagam, da kar nadaljujemo. K besedi vabim izrednega profesorja doktorja Gregorja Poglajna. Izvolite. Zdravljeni, upam, da se slišimo. Hvala za vabilo. Zelo pomembno je, da se o srčnem popuščanju pogovarjamo, ker je to bolezen, ki najpogosteje ni v ospredju naših pogovorov, ko se pogovarjamo o raznih boleznih, ker smo pač te bolezni navajeni, z njo živimo že dolgo, poznamo že več tisočletij, že iz starega Egipta, kamor segajo prvi opisi te entitete, kar pa še ne pomeni, da gre za indolentno bolezen. Že primarij Cevc je povedal, da je to ena redkih kardioloških diagnoz, ki porašča za 2% na leto približno, sploh pri starejši populaciji, kjer je pa prevalenca že več kot 10%, pri starejših od 65 let. Problem pravzaprav srčnega popuščanja je v tem, da bolniki s srčnim popuščanjem, da so starejši, da je povprečna starost okrog 75 let,
da imajo številna pridružena obolenja, ki pa so pomembna zaradi dveh razlogov. Eno je, da pravzaprav slabšanje pridruženih obolenj je tisto, ki največkrat pripelje bolnika v urgentno obravnavo zaradi slabšanja srčnega popuščanja, a ne. In je pomembno, da te bolnike zdravimo široko tudi, da smo pozorni na pridružena obolenja, kot so recimo anemija, sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, kronična ledvična bolezen, motnje srčnega ritma in podobno, ne. In pa te diagnoze, te pridružene obolenja pa tudi nemalokrat narekujejo oziroma omejujejo možnosti zdravljenja, vplivajo na klinični potek s tem, a ne, srčnega popuščanja, s tem seveda celovito na prognozo teh bolnikov. Zaradi vsega navedenega se bolniki s srčnim popuščanjem relativno pogosto vračajo v urgentno oziroma bolnišnično okolje. In pa seveda, kot je tudi že primarij Cevc povedal, prognoza teh bolnikov ni dobra, ne. Še vedno govorimo o številki 40 do 50% umrljivost v 5 letih, kar je relativno slabo, in če radi se primerjamo z onkologi, a ne, medtem ko so številna njihova obolenja naredila velik preskok, kar se tiče preživetja v zadnjih 20 letih, se mi žal z ničem podobnim ne moremo pohvaliti. Je pa res, a ne, da v zadnjih 10 letih tudi pri nas je prišlo do kar pomembnega preboja na področju farmakološke pa tudi nefarmakološke terapije srčnega popuščanja. Zdaj dolgoročni rezultati bodo zdaj v naslednjih letih objavljeni in upamo, da bodo tudi te naše številke se nekoliko približale pač preživetju splošne populacije primerljive starosti. Pomembno pri srčnem popuščanju je tudi, da a ne, gre za vsaj 3, mi rečemo, fenotipe, se pravi izglede, glede na, zaenkrat se ločijo glede na iztisnjeni delež levega prekata, a ne, srčno popuščanje z ohranjenim, blago znižanim in pa znižanim iztisnjenim deležem. Gre seveda za kontinuiteto podobnih bolezenskih procesov, ki pa se pri različnih bolnikih nekoliko različno kažejo. Je pa pomembno, da jih prepoznamo in ločimo zaradi tega, ker vsaj zaenkrat je odločanje glede zdravljenja še nekoliko vezano na to, kakšen iztisnjeni delež ima bolnik. Kar je pomembno pri srčnem popuščanju, to bi tudi jaz rad poudaril, je, da nanj zgodaj pomislimo, da ga zgodaj potrdimo diagnozo, a ne. Diagnoza srčnega popuščanja ni enako diagnostiki vzroka, ta je bistveno bolj kompleksna, dostikrat vezana na bolnišnično okolje, pa vendar to ne pomeni, da srčnega popuščanja že ne začnemo zdraviti, a ne, takoj, ko diagnozo potrdimo. To je pomembno, ker zgodnje uvajanje terapije ima zgodnje ugodne klinične učinke, tako na vračanje v bolnišnice, se pravi rehospitalizacije, kot tudi na preživetje teh bolnikov, in je to v bistvu vsak zamujen mesec pomeni slabšo prognozo teh bolnikov. Poudaril bi tudi, a ne, da za razliko od številnih drugih, tudi zahodnoevropskih držav, je terapija srčnega popuščanja, vsi 4 stebri, a ne, ki jo tvorijo, široko dostopna, predpisujejo lahko široka baza zdravnikov, ne samo ozko specializirani zdravniki, je v celoti pokrita s strani zavarovalnice, kar ni pravilo, a ne, tega se mogoče premalo zavedamo, ni pravilo. Tudi v nekaterih državah, ki jih mi tretiramo kot bolj razvite, je včasih treba doplačati deloma ali pa v celoti to terapijo, pri nas ne. In je pomembno, da tudi ta moment v bistvu izkoristimo, ker lahko v bistvu našim bolnikom hitro in pač široko zagotavljamo dostop do te terapije, ki pa je za njih prognostično zelo pomembna. Še eno stvar bi izpostavil, a ne, srčno popuščanje ni bolezen, ki teče samo v eno smer, se pravi, gre samo navzgor ali pa se samo slabša, poteka v valovih. Izmenjuje se faze stabilnega, dobrega počutja in pa faze dekompenzacije, ki pa so seveda s trajanjem bolezni vedno pogostejše in vedno izrazitejše. In ko pridemo do te zadnje faze, ne, v kateri zdravila več ne pomagajo, pa seveda pri nekoliko mlajših bolnikih, pa pri bolnikih, ki nimajo nekih izrazitih pridruženih bolezni, ki bi omejevala njihovo preživetje bolj kot samo srčno popuščanje, pa so možnosti tudi naprednega zdravljenja srčnega popuščanja, kjer predvsem mislim zdravljenje s presaditvijo srca oziroma s premostitvijo do presaditve z mehanskimi črpalkami. Ta sistem je v Sloveniji praktično postavil profesor Bojan Vrtovec, ki ga žal ni več z nami.
ampak je pa pravzaprav odgovoren za to, da je tudi ta terapija široko dostopna slovenskim bolnikom. Veste, da je Slovenija v svetovnem vrhu po številu transplantacij srca na milijon prebivalcev. In pravočasno prepoznavanje bolnikov, kjer ne samo, ki imajo morda srčno popuščanje, ampak tudi tisti, ki so na terapiji in ki počasi kažejo znake, da potrebujejo še dodatno ceno, je tudi pomembna za to, da mi te bolnike pravočasno najdemo, pravočasno obdelamo in jim ponudimo opcije zdravljenja, ki so za njih pač za njih primerne. Ker srčno popuščanje pravzaprav prehaja iz nekega enoznačnega zdravljenja, ki smo mu bili pač priča oziroma ki smo ga bili mi navajeni v preteklosti, zaradi napredka v farmakološki, nefarmakološki terapiji, pa tudi zaradi napredka v poznavanju samih patofizioloških zank, ki obvladuje srčno popuščanje, se vedno bolj pomikamo v neko individualno profiliranje, ki bo vedno v prihodnje vedno bolj temeljilo tudi na genetskih odklonih, ki jih vedno bolj pogosto najdemo, in upamo, da bo to tista pot, ki bo tem bolnikom pravzaprav omogočila učinkovitejšo terapijo in s tem seveda boljšo dolgoročno prognozo, tako kar se tiče manj poslabšanj in izboljšanega preživetja. Še enkrat bi se zahvalil za priložnost in vam želim lep dan. Hvala za vaš prispevek. Zagotovo ste odgovorili na marsikatero vprašanje, ki smo ga imeli pred začetkom, ampak odprli tudi nekatera nova, tako da čas za vprašanja bo, lahko jih vpišete v chatbox ali pa se boste kasneje po predstavitvi dr. Tjaše Vižintin Cuderman sami oglasili. Zdaj pa je doktorica beseda vaša. Mikrofon, če si lahko vklopite. Pardon, bom še enkrat začela. Hvala lepa najprej za vabilo. Lepo pozdravljeni. Moja naloga je, da dodam mojim predhodnikoma. Predvsem bi se najprej posvetila vzrokom za nastanek srčnega popuščanja. Namreč srčno popuščanje je bolezen, ki praviloma ne nastane pri popolnoma zdravih ljudeh. In obstajajo določene bolezni, ki so dejavnik tveganja za to, da bo do srčnega popuščanja sploh prišlo. V prvi vrsti je tukaj gotovo visok krvni tlak, še posebej, če ta ni ustrezno zdravljen. Potem izjemno pomemben dejavnik tveganja je koronarna bolezen, še posebej pri tistih ljudeh, ki so že utrpeli srčni infarkt ali pa morda celo več srčnih infarktov, ker seveda to oslabi srčno mišico. Pomembne so tudi okvare srčnih zaklopk in pa redkeje motnje srčnega ritma, ki niso ustrezno obvladane. Vsi drugi vzroki so v resnici redkejši, so pa tudi možni. Do srčnega popuščanja lahko pride tudi zaradi vnetja srčne mišice, zaradi nekaterih dednih okvar srčne mišice, tudi po nekaterih vrstah kemoterapije, zelo redko po hudi bolezni ščitnice in pa po nekaterih drugih stanjih. Bolezni današnjega časa, kot so debelost, sladkorna bolezen in visok holesterol, so pa tista stanja, ki lahko doprinesejo k temu, da srčno popuščanje nastane posredno. Namreč te bolezni in stanja vplivajo in pospešujejo koronarno bolezen, tudi visok krvni tlak, in s tem posredno lahko vplivajo na nastanek srčnega popuščanja oziroma na razvoj. Zdaj, nekaj je že doktor Cevc prej povedal o tem, kako pomembno je, da kot posamezniki vzdržujemo zdrav življenjski slog. Namreč telesna nedejavnost, kajenje, prekomerno uživanje alkohola so ravno tako posredni dejavniki, s katerimi lahko prispevamo k temu, da bomo v neki fazi svojega življenja razvili srčno popuščanje. Tisto, kar je še tudi pomembno in je v bistvu relativna novost, morda zadnjih 10 let, je ta, da imamo pri nekaterih boleznih, ki prispevajo k nastanku srčnega popuščanja, na voljo zdravila, ki bodo ta nastanek upočasnila oziroma ga preprečujejo. Predvsem pri sladkorni bolezni imamo na voljo zdravila, ki zelo učinkovito upočasnjujejo razvoj srčnega popuščanja in z njim povezano zdravljenje v bolnišnici. Tudi jaz bom poudarila, da je izjemno pomembno ozaveščanje prebivalstva na splošno, predvsem pa tistih bolnikov, ki imajo
bolezni, ki lahko vodijo v srčno popuščanje, se pravi predvsem bolnikom z visokim krvnim tlakom, koronarno boleznijo, tudi boleznimi srčnih zaklopk. Kot sta že moja predhodnika povedala, ne, če na bolezen pomislimo, jo bomo prej našli. In ti bolniki morajo biti ozaveščeni oziroma morajo poznati simptome srčnega popuščanja, zato da lahko tudi sami opozorijo svojega zdravnika in da se diagnostika potem spelje v to smer, predvsem pa, kot je poudaril profesor Poglajen, da se čim prej začne ustrezno zdravljenje, ker so s tem tudi izidi boljši. Tisto, kar je še pomembno, je to, da se zavedamo, da srčno popuščanje, ko je že razvito, lahko pripelje tudi v okvaro drugih organov. Namreč organi so seveda med seboj povezani in napredovalo srčno popuščanje zelo pogosto vodi do okvar ledvic, kjer je zaradi opešanega srca moten tudi pretok krvi skozi ledvice. V napredovalih oblikah pride tudi do okvar jeter in do okvar drugih organov. Tako da ustrezno, pravočasno, predvsem pa zgodnje zdravljenje srčnega popuščanja ne pomaga samo srcu, ampak pomaga tudi drugim organom oziroma prepreči poslabševanje njihovega delovanja in v celoti pomaga na organizmu. S tem bom jaz zaključila, še enkrat poudarjam, ozaveščanje je ključno, tukaj smo v partnerskem odnosu, bolniki in zdravniki, in samo skupaj in z veliko znanja na obeh straneh lahko dejansko zmanjšamo te številke, o katerih smo prej slišali, da so za srčno popuščanje še vedno relativno slabe, predvsem kar se tiče prognoze. Hvala lepa. Hvala, doktor Vižintin Suderman. Zdaj pa je tukaj čas za vaša vprašanja. Nekaj smo jih že vnaprej dobili, pa tudi zdajle, pa bi vsem dala prednost tistim, ki ste danes tukaj. Če že ima kdo pripravljeno vprašanje, lahko da znak ali pa preprosto vklopi mikrofon pa ga zastavi. No, če pa ni, pa se lahko še kasneje oglasite, pa bi pol prebrala tole, kar smo že dobili. Se pravi, prvo vprašanje je, katere so priporočljive preiskave pri vseh s sumom na srčno popuščanje? Se pravi, omenili ste že pro-BNP pa ultrazvok srca, kaj se še priporoča, katere preiskave? Če lahko jaz začnem. Se pravi, pri sumu na srčno popuščanje vedno gre za kombinacijo klinične slike, znižane telesne zmogljivosti, otekanja ali pa recimo ortopneje, se pravi, ko težje dihaš, ko se uležeš, ko se prepogneš in tako naprej, in pa se pravi nekih znakov preobremenjenosti srca. Smernice seveda tle priporočajo pač določitev ene krvne preiskave, ker se določi, kot ste omenili, NT-proBNP v krvi. Zdaj, če je ta zelo nizek, praktično lahko izključi oziroma pogosto lahko izključi srčno popuščanje. Treba je malo paziti pri bolnikih s prekomerno telesno težo, ker so lahko te vrednosti relativno nizke, pa še vedno gre za srčno popuščanje, ampak načeloma nizke vrednosti, kar z visoko verjetnostjo izključijo srčno popuščanje, potem pa seveda ultrazvok srca, ki pač sprofilira bolnika eno od teh treh kategorij srčnega popuščanja na eni strani, na drugi strani pa že majčkeno ponudi tudi možno etiologijo v smislu recimo okvar zaklopk. In potem, ko imamo enkrat potrjeno diagnozo, lahko začnemo zdraviti, hkrati pa seveda moramo načrtovati še dodatno diagnostiko. Še vedno slaba polovica bolnikov s srčnim popuščanjem to razvije vsaj deloma zaradi koronarne bolezni, je treba to objektivizirati lahko na neinvaziven ali pa invaziven način, odvisno od tega, s kakšno klinično sliko se bolnik predstavi. Če pa je koronarne bolezni pa bolezni zaklopk ni, se pravi, če ni ali pa neke blazne hipertenzije, je pa potem seveda treba se omejiti na intrinzične bolezni srčne mišice, tukaj pa diagnostika malo bolj kompleksna, vezana na genetiko, magnetno resonanco, pa še kakšne druge preiskave, ko pa so bolj vezane pol na neko nadaljnjo kardiološko obravnavo, niti ne na ta širši primarni nivo. Je pa pomembno, da se to pač pride, mi rečemo, do konca, zaradi tega, ker se marsikdaj oziroma vedno bolj pogosto najdejo
tarče, ki jih lahko zdravimo, ne, in jih recimo še v bližnji preteklosti nismo mogli ali pa znali. Mogoče samo še eno vprašanje, ki se malo nanaša na to, kakšna vrednost NT-proBNP-ja je visoka in predstavlja tveganje? Doktor Vižintina, ti začneš? Lahko tudi jaz začnem. Zdaj, prej je že povedal profesor Poglajn, ne, da tisto, kjer je največja vrednost oziroma največji pomen proBNP-ja je v nizkih vrednostih, se pravi negativna vrednost pod razmejitveno vrednostjo z veliko verjetnostjo izključi pomembno srčno popuščanje. Ne. Tukaj je največja vrednost te preiskave. Potem pa imamo pač visoke številke, ki pa so odvisne od marsičesa, tako od starosti, od spola bolnika, od tega, kakšne pridružene bolezni ima, recimo ledvično bolezen, motnje ritma. In vsaka zvišana vrednost proBNP še ne pomeni nujno, da ima ta bolnik res srčno popuščanje. Res pa je, da ko imamo enkrat številke tam nekje proBNP nad 1000, je potem ta diagnoza že skoraj verjetno potrjena z nekaterimi izjemami. Vse tisto, kar je vmes, je pa siva cona in je treba vsekakor diagnostiko izpeljati, zato da potrdimo ali ovržemo to diagnozo. Hvala lepa. Kako pa je z vnosom tekočine pri bolnikih s srčnim popuščanjem? Se lahko telesna teža poveča zaradi zastajanja vode v telesu? Kaj je priporočljivo, če se to pojavi, če pride do tega? Mogoče bom kar nadaljevala. Bolnikom s srčnim popuščanjem praviloma svetujemo, da se izogibajo prekomernemu vnosu tekočin. Zdaj, zelo konkretno to pomeni, da lahko spijejo približno 1,5 litra tekočine skupaj s hrano. To je izjemno malo, če kdaj pomislimo oziroma če poskusimo pri sebi, ugotovimo, da to res ni veliko tekočine in da se je tega relativno težko držati. Zato poleg tega nasveta dobijo tudi nasvet, da naj se izogibajo dosoljevanju hrane, pretirano slani hrani, se pravi tudi treba je vedno misliti na to, da nekatera predpripravljena hrana že vsebuje veliko soli, tako kot je doktor Cevček govoril o salamah, o konzervah, o picah, o teh prigrizkih, da vse to potem povečuje žejo in se težje držimo teh navodil. Res dobijo bolniki navodila tudi, da naj se redno tehtajo, ker s tem tehtanjem v bistvu nekako ocenjujemo poraščanje telesne teže. Če je to hitro, nam govori, da se v telesu nabira voda in je to pač znak srčnega popuščanja in je treba ukrepati hitro. Se pravi, navodilo je, da če poraste telesna teža v nekaj dneh, recimo za več kot 2 kilograma, to verjetno ni hrana, ampak je voda in je treba ukrepati s tem, da povečamo odmerek zdravila za odvajanje vode. Bolniki, ki imajo srčno popuščanje, so načeloma o tem poučeni in tisti, ki obvladajo svojo bolezen, znajo to uravnavati zelo dobro tudi sami. Hvala. Vi ste že nekaj govorili, pa bi zdaj izkoristila priložnost o tem, kaj lahko povzroči srčno popuščanje. Povedali ste že prehrana in gibanje in tako naprej. Kaj pa dedna predispozicija oziroma nagnjenost? To je bilo vprašanje. Obstajajo bolezni srčne mišice, ki so lahko tudi dedne in lahko pripeljejo v srčno popuščanje. Poudarjam, da je to redko. Obstaja, seveda, vendar je to manjšina bolnikov s srčnim popuščanjem. Res, tako da če imamo v družini pač bolnike s srčnim popuščanjem, v tem primeru je treba pač tudi, če smo še zdravi, potem pomisliti na to tudi pri nas samih in se potem to razišče. Tako da je pa res, da včasih se je marsičemu reklo srčno popuščanje, pa to v bistvu ni bilo ali pa se ni vedelo, zakaj je. Tako da, ja, treba je misliti na dedne dejavnike, vendar so ti redki. Tisto, kar zdajšnja diagnostika oziroma trenutna medicina omogoča, je ta, da če najdemo bolnika, ki ima dejansko eno bolezen, ki je lahko potencialno dedna, in bi vodila pri njegovih bližnjih sorodnikih lahko v srčno popuščanje, se potem ta diagnostika že rutinsko razširi tudi na njih. Zdaj so tudi na voljo genetske preiskave, tako da tukaj se
je ta diagnostika zelo na široko postavljena. Hvala. Zdaj pa mislim, da bo vprašanje za vas, primarij Cevc. Če obstaja v UKC psihološka pomoč, ko človek dobi to diagnozo? Take sprašuje, pravi, da je strah močno prisoten pri tej bolezni. Če je kakšna psihološka pomoč na voljo? Ja, seveda, mi imamo klinične psihologe, ki lahko pomagajo takim bolnikom, zlasti se relativno pogosto po to pomoč zategajo tisti, ki pridejo v okviru rehabilitacije, srčnega popuščanja, ambulantne rehabilitacije. V okviru tega oddelka je tudi klinični psiholog, ki pomaga. Tako da to je možno. Nažalost se tega bistveno preredko poslužujemo, ne samo pri srčnem popuščanju na splošno, bi se mogli tega več posluževati. Težava je v tem, da kljub vsemu je dostopnost do te pomoči kar omejena, no. In kot sem rekel, moraš priti na rehabilitacijo, dobro, vse deluje tudi v okviru kardiologije, je možno priti do takega pogovora, vendar vedeti moramo, da taka pomoč, to ni enkratni pogovor, ampak zahteva še kaj zraven. Ker je treba tudi neke ukrepe izpeljati, od nenazadnje psihoterapije ali pa raznih meditacij in podobnega, marsikdaj pomagajo pri teh stvareh. Tukaj pa potrebno vodenje. Tega pa, kakor jaz vem, v kliničnem centru zaenkrat ni. No, pa priložnost za izboljšave, a ne, v tem pogledu. Morda samo en komentar. V veliki večini zdravstvenih domov po Sloveniji so na voljo centri za krepitev zdravja, ki po mojem vedenju imajo tudi možnost določene psihološke pomoči oziroma nekih delavnic, kjer se da morda tudi dobiti širše in morda lažje, kot ni samo klinični center tisti, no, ki to vrsto pomoči nudi. Tako da to je tudi ena od možnosti. Super, hvala za to informacijo. No, še nekaj, v okviru koronarnih klubov je tudi ta pomoč, na primer, tako da so možnosti, ne, ampak jih je treba malo poiskati. Zdaj pa še 3 vprašanja imamo. Kako ločimo, ali gre za srčno popuščanje ali za amiloidozo? Z ultrazvokom začenjam, potem so pa dodatne preiskave, oziroma doktor Poglajn povedal. Mogoče profesor Poglajn, Ja. Amiloidoza je v zadnjem času bolj prepoznana, kot je bila, predvsem zato, ker se odpirajo nove terapevtske tarče. Se pravi, bolniki z amiloidozo imajo srčno popuščanje. Amiloidoza je en od vzrokov srčnega popuščanja, pogosto fenotipa z ohranjenim stisnjenim deležem. Diagnostika je majčkeno specifična, vezana na razne scintigrafske preiskave pa magnetno resonance, pa važno, da to prepoznamo, ker pri nas imamo ambulanto za infiltrativne bolezni srca in amiloidozo, ki jo opravljata docent Zemljič, doktor Frljak, in ki lahko ustrezno zdravila, in zdaj se napovedujejo vedno nova, zaenkrat je eno oziroma ena skupina, prihajajo nova, in za te bolnike se lahko v bistvu naredi veliko in vedno več, zato je važno, da se to prepozna in ustrezno potem napoti naprej. Ja. Tako. Še kaj na to temo? Ne. Pa še eno vprašanje. Vi ste že tudi prej v prispevku svojem omenili možnost transplantacije pa darovanja. Koliko časa pa se v Sloveniji čaka na darovano srce, če vam je mogoče znano? To je v bistvu, ne morem vam odgovoriti, ne, na to vprašanje enoznačno, ker ni ene čakalne vrste. Odvisno je od značilnosti tako darovalca kot prejemnika. Primarno najbolj pomemben faktor, ki določa čas čakanja na listi, je v bistvu krvna skupina, s tem, da krvna skupina nič čaka najdlje, krvna skupina AB pa nekako najmanj. Odvisno je tudi od prioritetnega statusa, poznamo 2, ne, ki sta natančno opredeljena s pravili Eurotransplanta. Tako da
nekje na urgentni listi, to pomeni, ko bolniki čakajo v bolnišnici, med 40 in 60 dni povprečno, lahko manj, lahko pa tudi precej več, a ne, na navadni listi pa precej dlje, ne. No, zdaj pa bo še zadnja priložnost, če ima še kdo še vprašanje, lahko še zdaj zastavi. Jaz bom še zdaj zadnjega prebrala. Kakšna je razlika med srčnim popuščanjem in z ohranjenim iztisnim deležem in zmanjšanim iztisnim deležem? Je zdravljenje različno? Zdaj, srčno popuščanje z zmanjšanim iztisnim deležem je oblika, ki jo poznamo najdlje, nekako so bili najdlje na to pozorni, ker je tudi bolj izstopa dolgo časa. Je pa normalni iztisni delež dajal nek lažni občutek varnosti, da ti bolniki dejansko niso tako bolni, kot se nam zdijo bolniki, kjer je srce pač povečano in se krči slabo. Potem so seveda podatki pokazali, da so ogroženi primerljivo, je pa res, da so bolniki, se pravi, ki imajo znižan iztisni delež, bili dlje časa predmet kliničnih raziskovanj in se je za njih pač že nekaj časa nazaj ugotovila ustrezna prognostična terapija. Sprva smo imeli 3 skupine zdravil, zdaj imamo 4. Pri bolnikih z ohranjenim iztisnim deležem pa do pravzaprav nedavnega pomembne prognostične terapije nismo imeli, zdaj so pa prišli SGLT2 zaviralci, ki so sicer tudi element zdravljenja, ostali bolniki s srčnim popuščanjem so se tudi pri teh bolnikih pokazali kot v bistvu edina skupina, ki zaenkrat je prognostično relevantna. Tako da ja, se nekoliko razlikuje zdravljenje, zato pa je važno, da te bolnike ustrezno obdelamo in pravočasno. Hvala lepa. Hvala vsem za vprašanja in sodelovanje na novinarski konferenci ob Evropskih dnevih ozaveščanja o srčnem popuščanju, ki se začnejo v ponedeljek 5. maja 2025. Če ima mogoče kdo še kakšno sporočilo, če bi želel še kaj povedati, je tukaj še ena priložnost. Še eno vprašanje je, kateri so znaki, ki kažejo, da se srčno popuščanje poslabšalo? To je še klele v čotu vidim. Ja. Jaz poskusim. Bolniki pač vedo, da se najpogosteje se kaže poslabšanje srčnega popuščanja z izrazitejšim lahko otekanjem nog, z krajšo sapo pri naporu, bolnik manj zmore, lahko se tudi pri naporu se hitreje zadiha, lahko predvsem ima težave v ležečem položaju, ko v bistvu ne more ležati vznak oziroma potrebuje dodatno blazino v postelji. Tako da to so vse znaki, ki govorijo za to, da je prišlo do poslabšanja srčnega popuščanja. Tisti bolniki, ki svojo bolezen dobro poznajo, tako kot sem že rekla, ne znajo te osnovne ukrepe že sami izvesti, se pravi povišajo odmerek diuretika, včasih se zanašajo tudi samo na to, da je teža na hitro porasla. So pa naučeni tudi, da če ti ukrepi v nekaj dneh ne pomagajo, se morajo obrniti na osebnega zdravnika, ki potem presodi, kakšni bodo še dodatni ukrepi, ali je potrebna napotitev v bolnišnico. Predvsem pa je treba vedno ob vsakem poslabšanju iskati tudi vzrok, zakaj je do poslabšanja prišlo. Tukaj so dostikrat vzroki v okužbah, v morda poslabšanju krvne slike, v poslabšanju neke druge osnovne bolezni, ki jo ta bolnik ima. Na žalost pa še vedno prepogosto vidimo, da bolniki včasih sledijo tudi tem navodilom na spletnih straneh ali pa dobrohotnim navodilom veliko mlajših svojcev, ki jim povedo, da je treba res veliko tekočine piti, da ostanemo zdravi, in povišajo ta vnos tekočine na 3 litre in več, in potem to seveda praktično vedno pripelje v poslabšanje srčnega popuščanja, tako da ta splošna internetna navodila absolutno niso primerna za bolnike s srčnim popuščanjem. Ja, hvala lepa. Hvaležni bomo vsem, ki boste informacije ponesli med ljudi, delili znanje o srčnem popuščanju, kakšni so znaki te pogoste bolezni, kako jo odkrivamo in predvsem, kako z njo bolniki lahko živijo. Naj se vam v imenu Društva za zdrave srca in ožilja lepo zahvalim za udeležbo, zaželim lep dan še naprej in veliko zdravja. Poslovimo pa se v duhu letošnje vodilne misli:
Srčno popuščanje naj nas ne ustavi. Hvala lepa. Nasvidenje.